Od prihajate? Rodila sem se v Kranju. Kot otrok sem živela v Naklem pri Kranju. Študirala sem v Ljubljani, nekaj časa tudi živela v Ljubljani in se potem preselila na Primorsko, v Novo Gorico najprej in potem sem tam spoznala moža v Solkanu, se poročila in živim z njim v Oseku pri Šempasu. Hvala. Kakšna je bila vaša družina? Zdaj ste me pa zadeli v živo, ker mi je pred enim mesecem umrl oče. Tako da so mi ti spomini lepi. Moj oče je umrl mlad, moja starša sta imela mene pri 20 letih. In bili smo 3 otroci, bili smo srečni. In potem je, ko sem bila stara z 19 let, mi je v prometni nesreči umrl brat. Tako da to je bil velik pretres za mojo družino, predvsem za starše, pa tudi zame. In moj oče je imel trdno vero, da se bo zdaj po 36 letih v Božjem kraljestvu srečal s svojim sinom. Pri nas je bilo enako. Mi je tudi brat umrl. Ja, tako da to ste me zdaj malo presenetili s tem vprašanjem. Ja. Ali ste poročeni in koliko otrok imate? Poročena sem in imam 5 otrok, ki niso več otroci. Tako da najmlajša hčerka je stara 15 let. Lepo. Dobar dan, smo veseli, da ste prišli med nami. Imam pa, če dovolite, 3 vprašanja za vas. Kaj je vaše osnovno delo? Jaz sem pisateljica cel dan. Med dopustom, med počitnicami, ob sobotah, ob nedeljah sem gospodinja, ob ponedeljkih sem pa spet pisateljica. Ali ste pisali že v mladosti? Da, vedno sem pisala, to je bil moj način življenja, branje in pisanje in vedno sem si želela, da bi znala tudi kaj napisati. Tako da sem trenirala od rane mladosti. Ampak prvo zgodbo, pravo literarno zgodbo, sem pa napisala šele pri 30 letih. Zato, ker do tistega trenutka nisem vedela, kaj naj sploh napišem. Ni me nobena zgodba poklicala. Takrat me je pa zgodba poklicala in od takrat naprej me kličejo vsak dan. Hvala. Ali kdaj pišete o svojih otrocih? Včasih jih pomešam med literarne junake. Se pravi, moji otroci me navdihnejo za neko zgodbo, kakšno svojo domislico, ampak ko začnem te njihove domislice pretvarjati v literaturo, se oni iz ospredja umaknejo v ozadje in v ospredje stopijo izmišljeni junaki. Hvala lepa, vse 3 vprašanja. Prosim. Pa veseli smo za odgovore. Hvala. Ali v svojih delih opisujete tudi dogodke, ki ste jih sami doživeli? V bistvu vedno, zato ker tudi tisto, česar nisem doživela in hočem napisati zgodbo nekoga drugega, jo tako močno vzamem, si jo tako močno vzamem k srcu, da jo v svojem notranjem svetu tudi sama doživim. Se pravi, ne zdi se mi mogoče pisati zgodbe od zunaj, vedno stopim noter. In ko stopim noter, ta izkušnja pripovedovalca ali pa tistega junaka literarnega postane moja notranja izkušnja. In jo vedno povem skozi sebe, kakor da bi se bilo zgodilo meni. In če tako delam, potem to delam skozi svoj značaj, pretresem zgodbo. Se pravi, tako kot bi se jaz odzvala, tako kot bi jaz čutila, tako kot bi moj notranji monolog tekel, če bi se meni to zgodilo. Hvala lepa. Ali pišete samo prozo ali tudi poezijo?
tudi poezijo, čisto na koncu, če bomo imeli čas, vam bom kakšno smešno pesem povedala. Pišem pa poezijo drugačnega tipa, kot si mogoče to predstavljate, ne? Vi ste se verjetno srečali tudi s knjigo Miljane Cunta, ona je pesnica po srcu in po poklicu, ampak to je poezija prostega verza. Moja poezija je pa otroška, mladinska in je vedno v rimah. Hvala lepa. Kako in kdaj ste dobili idejo za pisanje knjige Senca brez človeka? Ko sem prvič slišala za nacistično akcijo odtujitve 650 otrok, o čemer nisem nikoli v času šolanja ničesar vedela. In 2019 sem gledala film Maje Weiss z naslovom Banditenkinder in takrat sem prvič zvedela, da se je to na Štajerskem zgodilo. To je bila ob vseh zamolčanih temah iz časa po vojni, je to ena medvojna zamolčana tema. Nisem še čisto prišla do dna vprašanju, zakaj. Nismo o tem nikoli govorili v šoli, ampak mislim, da ni bilo v političnem interesu. In me ta molk tako šokiral, da sem se poglobila v zgodbo. Koliko časa ste zbirali podatke za to knjigo? S tem sem se srečala 2019, knjiga je pa izšla 2023, se pravi, je to kar dolg proces. Še predtem sem napisala roman z naslovom Beseda brez človeka na podobno temo. Ampak nisem še mogla vsega, kar sem izvedela v tistem romanu povedati. Struktura besedila je drugačna kot pri običajnih romanih. Ni taka kot pri zgodovinskih romanih, pa tudi vsebina ni prav nič zabavna kot pri lahkotnih romanih. Zakaj ste besedilu dali oznako roman? Zato, ker to ni dokumentarno gradivo povsem, je pa dokumentarni roman. To je nek hibrid. Namreč, če sem hotela zgodbo približati bralcu na tak način, da se bralec v zgodbo uživi, da z junaki diha, kar je značilnost romana, leposlovja, potem sem si morala nekatere situacije, prizore izmisliti. Se pravi, osrednja zgodba odkrivanja tega zamenjanega dečka ni izmišljena, izmišljeni pa so prizori. Se pravi, te mamice, ki se ukvarja z dojenčkom, dobi pismo, izveden je noče ni bil Valentin B, tako kot je ona mislila, da je. Skratka, situacija, predvsem v tej osrednji vodilni zgodbi, sem si izmislila in to je značilnost romana. Nisem si pa izmislila nobenega dejstva. Vsi podatki o tem dečku, o njegovi družini so resnični. Zamenjala sem zgolj imena zaradi varovanja njihove bolečine in kraj sem malo prikrila. Hvala lepa. Knjiga vključuje cel kup dokumentov, na katere se opirate. Ni pa videti vašega osebnega mnenja, ali ste ga sploh vključili v besedilo. Pri leposlovju je pravzaprav osebna interpretacija pripovedovalca prepovedana. Pri leposlovju velja pravilo, da pripovedovalec misli junakove misli. Ne? Se pravi, obstaja tudi princip vsevednega pripovedovalca. Se pravi, da sem jaz pripovedovalka, ki gledam prizorišče pod sabo, v svoji domišljiji mislim in že vnaprej vem, kaj se bo zgodilo. Ampak meni tak pristop ni všeč. Jaz želim biti v tem dogajanju noter. Se pravi, jaz ne vem, kaj se bo nekomu zgodilo, ampak živim z njim to zgodbo. Zato mojih interpretacij ni. In tudi pri tej snovi
bi bilo zelo nevarno, če bi jaz vključevala svoje interpretacije, ker bi lahko zašla na področje ideoloških bojev. Tega pa nikakor nisem želela. Nobenih svojih mnenj nisem hotela izreči. Hotela sem povedati samo zgodbo, na podlagi katere si vi lahko ustvarite svoje mnenje. V čem je prednost takega načina oblikovanja besedila, da so posamezne zgodbe razmotljene na delce, ki se prepletajo za prepiše dokumentov? To sem pa naredila po nekakšni intuiciji, ko sem iskala način, kako vse te zgodbe povedati. Ker nisem hotela povedati samo ene, ali pa samo dveh, ali pa samo treh, ampak vse zgodbe, ki sem jih srečala na poti iskanja. In potem sem jih prepletala po enem takem notranjem ukazu. Aha, zdaj pa čas, da to povem. Sem šla naprej. Aha, zdaj pa čas, da mogoče to vpletem. Po nekih podobnostih, po nekih občutjih. Dokumente sem pa tudi po eni taki intuiciji vpletla, takrat, kadar sem začutila, da je zdaj čas in prostor za to, da zgodbo podkrepim z dokumentom. Dokumenti so mi bili šokantni, ki sem jih našla. Predvsem opisi stanja v sirotišnicah, potem opis recimo stanja v sirotišnici v zavodu Petriček, ker je poročilo govori, kako lepo skrbijo za dojenčke. Mi smo pa že slišali izpričevanj, da niso lepo skrbeli za te otroke. In potem recimo pisma iz Auschwitza ali pa navodila za zapornike v Auschwitzu, kakšna navodila so imeli, koliko lahko pišejo. Pa to, da v navodilih iz Auschwitza piše, da si lahko zaporniki karkoli kupijo v zaporniški kantini, da imajo dovolj vsega. Kakšne laži so to in zato so ti dokumenti zame bili tako dragoceni, ker govorijo sami zase, ker mi vsi vemo, da si taboriščniki v Auschwitzu niso mogli v kantini kupiti ničesar. Da ni bilo nobenih kantin. Imam 3 vprašanja. Kaj je bil razlog, da ste se odločili za obravnavo tako težke in travmatične vsebine? Ker mislim, da pripovedovanje odrešuje. Vi sami veste, da včasih nosite leta in leta v sebi težke zgodbe, bolečine, težke spomine, vsi jih imamo. Vi jih imate še več kot jaz, ker vsako leto prinese kakšno bolečino. Prinese veliko lepega, ampak prinese pa tudi razočaranja in bolečine. In če mi v teh bolečinah vse življenje molčimo, nas začnejo te bolečine razjedati in nas uničevati. Tako da ljudje, ki so preživeli zelo težke zgodovinske dogodke, včasih sploh nimajo pogleda v to, da so bili del enega sistema, enega sistemskega fenomena, ampak živijo sami zase in svojo bolečino in svojo zgodbo in mislijo, da se je to samo njim zgodilo. Ko sem jaz vse te zgodbe povedala, pa ne samo skozi roman, ampak tudi skozi film, ki sva ga z Majo Vajs skupaj ustvarili, sva spoznali in sem tudi jaz spoznala, da so ti ljudje, ki so nama povedali, meni pa še več te svoje zgodbe, šele takrat, ko so videli knjigo ali film, ugotovili, da niso sami. In ko so oni te zgodbe povedali, so nekateri rekli, zdaj pa lahko v miru umrem. Zame je to veliko zadoščenje, da je njim odleglo. Zato mene te zgodbe nikoli niso zamorile, ker sem vedno imela občutek, da s tem, ko meni ti ljudje zgodbe pripovedujejo in ko bodo te zgodbe postale literatura, je to pretvorba njihove bolečine v nekaj lepega, predvsem pa v nekaj, kar bo prišlo tudi do vas
In ko vi berete težko zgodbo o nekom, ki v resnici obstaja in se mu je to v resnici zgodilo, boste vi s svojim sočutjem njega odreševali. No, moje drugo vprašanje je nekako posledično na te naše odgovore. Kako ste se počutili ob pisanju te knjige? Ali so vas težka čustva obremenila tako, kot nas ob branju? Kako ste jih pridelovali in se pomirili, da ste lahko o tej temi pisali? Delno sem že odgovorila. Ja. Vedno mi je pa vodilo, da če mi o nečem ne govorimo, to ne pomeni, da ne obstaja. Najlažje je reči, to ni moja stvar, to je že bilo. Ampak ljudje, ki nosijo posledice teh travm, še vedno živijo. To so potomci. A veste, ti ljudje tudi svojim otrokom niso pripovedovali. Zato, ker je to tako težko. Ker vsakič, ko pripoveduješ o bolečih izkušnjah, te spet boli. In svojim otrokom niso pripovedovali. Vnukom pa mogoče že. Ker so bili manj obremenjeni, tako da to je že skoraj značilno, da tretja generacija začne raziskovati. Prvi potomci, se pravi otroci teh žrtev, pa tudi nočejo kaj dosti slišati o tem. Zato, ker nekje globoko v sebi čutijo, da jih to obremenjuje. Mene pa ni, ker sem na nek način oddaleč pristopila v bližino, mene to ni bremenilo, mene so bremenile zgodbe mojih staršev, ki so drugačne, ampak hkrati so pa ravno zato mogoče ti ljudje meni tako zaupali. Tako da nisem bila nikoli zagrenjena, vedno sem imela občutek, da se nekaj strjenega, zasušenega, mehča in pretvarja v sprejemljivo snov. Hvala za ti odgovore. Ne, že. A boš Že na pamet. Že na pamet. A ja. Kakšni so vaši načrti za nadaljne pisanje pesmi? Ja, zdaj bova z Zariko zopet sodelovali, ker sem že oddala nov roman, ki ni dokumentarni, ampak biografski. Je pa zgodba, ki je precej drugačna od te. V njej sicer tudi nastopajo otroci, ampak niso osrednji lik. Tako da zdaj raziskujem zgodbo kiparke, ki je študirala pred vojno na Dunaju, na Akademiji za lepe umetnosti na Dunaju. Tam v 30 letih preteklega stoletja preživela vojno v Ljubljani, bila je sicer nemških korenin, ampak rojena v Celovcu, ampak od 2. leta dalje je živela v Ljubljani, se je čutila Slovenko. Ampak ker je bila del meščanske družbe, meščanska izobraženka, je potem seveda po vojni padla v tisti del družbe, ki ni bil preveč zaželena. Meščanstvo, veste, je po vojni bilo postavljeno ob stran. Tako da sem skozi njeno zgodbo povedala spet neko novo zgodovinsko temo. Izbrala sem si jo pa zato, ker je bila zelo, zelo dobra prijateljica s pesnico Lili Novi. Tako da je to pravzaprav zgodba o njunem prijateljstvu. Kje in kako boste preživeli počitnice? V hribih. Malo doma, malo v hribih. Glede na to, da bova z Zariko čez poletje urejali ta roman, bom precej doma, ker tam v hribih ni interneta, kamor jaz mislim jeti. Tako da bom malo gor pa dol hodila. Drugače pa sem ravnokar sva z možem vzela v najemeno kočico nekje v hribih,
kjer niti tuša ni. Se bova v potoku umivali. Lepo. Ja. Pa interneta ni. Tako da si bom odpočila možgane. Vam privoščim. Ja. Hvala za odgovore. Ja. Jaz sem bi pa kot tega eno vprašanje dal, ki ga ni noter. Je sicer, ko ste prej govorili, o teh, mene zanima, na podlage pravzaprav česa ste se odločili. Jaz vašo prvo knjigo bral, nisem sicer vedel, kdo je napisal, čo meni pa naslov, ampak zdaj me zanima, zakaj ste se pravzaprav tam dobro. Zakaj ste se dejansko odločili za to drugo izdajo? A za še eno? Ja, ta je veliko bolj podrobna. Ja. Ta je veliko dokumentov, prej se mi zdi, da je knjiga tudi. Tam noter pa ne. Se pravi, vi ste brali beseda, ki je nimam. Ja, jaz sem se svoji skregal. Imam za eno tega ravno kar skomice prinesel, nimam pojma, kak je naslov. Ampak ste prav brali to zgodbo o teh ukradenih otrocih, Ja. ki sem jaz napisala. Jaz sem se potem odločila za še eno delo, malo drugačnem žanru, ravno zato, ker takrat, ko sem izdala tisti prvi roman, še nisem vsega vedela. In so se odprle še nove zgodbe, predvsem ta o zamenjanem dečku. Ta se mi je pa zdela tako osupljiva, a ne? Ker prej smo vedeli samo za zamenjano deklico. Eriko matko. Potem pa smo to še naprej brskali in potem so meni en dan tako po naključju prileteli eni dokumenti, ki sem jih dolgo časa iskala iz Arhiva Republike Slovenije, iz katerih je postalo jasno, da je bil tudi en deček zamenjan. In najbolj šokantno mi je bilo to, da je bil ta deček vrnjen v Slovenijo, pa ga niso dali tja, kamor je spadal, ampak v sirotišnico. In hkrati je nastajal film o teh dojenčkih, prav o teh dojenčkih, dokončno odtujenih dojenčkih. In se mi je zdelo, da še nisem vsega povedala. To je bil edini razlog. Seveda sem pa izbrala drug žanr. Tisto, kar ste vi brali, je čisto leposlovje, roman, prav roman, ker sem si izmislila zgodbo na podlagi resničnih pripovedovanj, tukaj pa nič ni izmišljeno. Tukaj so pa večinoma tudi imena prava. Razen tam, kjer sem to izrecno poudarila, da so imena samo zamenjana, ampak tako rekoč pravzaprav skoraj čisto podobna resničnim. Tako da sem se res držala verodostojnih dejstev. Še kaj? Zdaj me tudi tako čisti iz srca lahko kaj vprašate. Ni treba, da samo tisto, kar ste imeli napisano, ne? Če se vam je zdaj kaj porodilo vmes. Ja. Jaz imam vprašanje, jaz smo vse slišali. Ja. Lepo ste povedali. Hvala. Lahko še eno dodatno vprašanje. Seveda. Kaj je pozitivno poročilo te knjige? To bi pa mogoče bolj vi vedeli. To je pa mogoče, v bistvu pisatelj, ko ustvarja, ne ve, kaj je sporočilo njegovega dela. Pisatelj samo ve, da mora to zgodbo povedati. In potem je zanimivo, kako vsak bralec najde svoje sporočilo lahko, ne? Zame je bilo to traumatsko negativno sporočilo branja te knjige. Razumem. Ampak zakaj? Morda sem se navezala na svoje življenje. Moje travme povezale s tem, name celo noč nisem spala. Verjamem. Ja, glejte, meni je, kot sem že rekla, vodilo, da če nečesa ne poveš, da to ne pomeni, da ne obstaja. Ne? In mislim, da smo dolžni govoriti. Tudi če boli. Tako da se vam upravičujem, če sem vas prizadela. Nimate se kaj upravičila. Ja. Še kaj? Hvala lepa za odgovore. Se jaz včasih tudi, če težek film gledam, ne spim. Ampak to ne pomeni, da rečem, ta film je pa slab, zato ker jaz nisem spala. Mogoče ravno zato, ker ne spim, je tako močen. In
Na neki točki sem se tudi jaz malo začela varovati, da ne gledam več vojnih filmov, prav zato, ker potem ne spim. Po drugi strani pa poglejte, kar mi je najbolj boleče pri vsem skupaj je to, da je bilo toliko dobrih filmov narejenih o drugi svetovni vojni, pa tudi o revolucijah v vzhodni Evropi po drugi svetovni vojni. Toliko literature, odličnih romanov, odličnih zgodb napisanih in povedanih, ampak očitno jih nekateri niso brali. In še vedno mislim, da je človeštvo, to sem nekje od nekoga slišala, od enega modrega človeka, in verjamem, da je človeštvo sistem veznega posodja. Se pravi, vsaka dobra stvar, ki jo jaz naredim, v enem prekatu tega veznega posodja dvigne nivo vode v vseh posodah. Se pravi, mogoče se pri tem lahko sklicujem na en citat iz romana, ki ga imam zelo rada. V tem romanu, ki ste ga vi brali, ga omenjam. To je roman Ubežni delci ene ameriške avtorice judovskih korenin, ki pravi, ni stvari, ki je človek ne bi bil zmožen narediti drugemu človeku. S tem mislim zveninstva, zlo. Ampak je tudi ni stvari, ki je ne bi človek bil pripravljen narediti za drugega človeka. Se pravi, na drugi strani smo pa ljudje zmožni neizmerne požrtvovalnosti in dobrote, neizmerne ljubezni. In to, a veste, zlo se bolj vidi, zato ker ima hiter učinek. Ko delamo škodo, je škoda takojšnja. Ko pa delaš za človečnost, pa ko delaš za ljubezen, pa ko delaš za človeka, se pa to ne vidi takoj. Ampak še zmerom verjamem v sistem veznega posodja. Tako da jaz še zmerom mislim, da je več dobrega na svetu kot zla, samo zlo se bolj vidi. Ja. Lahko sam še to dodam, nisem jaz tukaj mislila, da je to sporočilo negativno, Za vas, mislim, za zlo, Ja, ampak travmatsko, ja, čustveno, razumem. ampak ne negativno, Razumem. pozitivno. Razumem, to absolutno sprejemam in točno to, kar sem vam rekla. Vi imate svoje izkušnje, a ne? Starejši ste od mene. Jaz sem bila rojena v čas, ko se je vse odpiralo in je vse cvetelo. Moja mladost, a ne, jaz sem mladost preživljala v 90-ih letih, ko je bilo ogromno optimizma. Ko se je vzhodna Evropa demokratizirala, ko je bilo ogromno tega upanja, ko še ni bilo, ko onesnaževanja zemlje še nismo čutili na tak način, kot jo danes čutijo mladi. Ampak že moji starši, pa so mogoče celo mlajši od vas, a ne, so tudi imeli lepo mladost, ker je bilo to po vojni, ker je bilo po tistem najhujšem povojnem obdobju, ko niso čutili represije ali česarkoli, takrat niso čutili. Ampak vi imate pa drugačne izkušnje in vi skozi svojo izkušnjo doživljate vsako zgodbo. To je v bistvu najlepši učinek leposlovja. Ko jaz zgodbo ustvarjam, je v moji glavi živa, ampak je oživljena skozi moje izkušnje, skozi moje bolečine, skozi mojo srečo, skozi mojo radost, skozi mojo mladost, skozi moje odnose. Potem to postane mrtva stvar, ko se pretvori v papir. Predmet. Ko pa vi to začnete brati, so pa zgodbe spet žive, ampak skozi vašo notranjo izkušnjo. In so čisto drugačne. Imajo junaki drugačne obraze, drugače doživljate njihova čustva, drugače doživljate njihove notranje monologe, ker je vaše življenje bilo drugačno od mojega.
Hvala lepa. Še jaz imam eno vprašanje. Ste rekli na začetku, da vas zgodbe na nek način lovijo. Ja. Živijo v vas, da jih je mnogo. Iz teh številnih zgodb potem je pa nek nagovor, tako močan, da začnete pisati, ali kako to se to zgodi? Od neke ideje do pisanja. Ja, recimo zdaj končujem en roman in sicer tudi zgodbo, ki me je izredno vznemirila in sem potem na eni točki se pa odločim. Aha, to je pa zdaj to, na moja naslednja tema. Potem se zelo poglobim, ne? Se pravi, že hkrati, ko sem to pisala, sem že zbirala material. Malo se je tudi usporedno pojavljalo, ne? Malo se je tudi usporedno pojavljalo, ker se tudi tukaj pojavijo, ker sem tudi že, ko sem to pisala, srečala vnuka, Levi Novi, ki je bil pa v povojnem taborišču kot 4-letni otrok. In sem že takrat to pričevanje srečala in potem sem se z Levi Novi začela ukvarjati in prek tega s to meščansko družbo, pa z umetniki v povojnem času, pa v medvojnem času in tako sem prišla do te kiparke. Naslednja stvar me že tudi kliče, no? Ampak se še nisem poglobila. Tako da naslednji roman bo mladinski in me tudi že zgodba tako malo kliče, vznemirja. Seveda to si bom zmislila, to bo roman, ampak si bom spet zmislila na podlagi nekih resničnih dejstvo bo pa sodobni, se pravi, da se bo dogajal v današnjem času. Današnjemu mlademu človeku. Še kaj? Mene še nekaj zanima. Ja? Pravite, da pravzaprav pišete preko celega dneva, kar 7 dni v tednu. Ja. A to pomeni, nekaj skuhate, pa se usedete k pisanju, pa nadaljujete zvečer, pa greste v noč, ali kdaj se res piše? Najbolj dopoldan, pa včasih ne gre, ne, zdaj recimo, zdaj je sezona nastopanja, vi ste padali v sezono nastopanja, čeprav je drugače zdaj obdobje zaključkov bralne značke in jaz, ker sem v glavnem začela kot mladinska pisateljica in sem tudi kot mladinska pisateljica dosti bolj uveljavljena kot pisateljica romanov za odrasle. V tej družbi pisateljev za odrasle nisem tako zelo doma, ker nisem nekako postmodernistična avtorica, precej tradicionalna avtorica sem in to trenutno ni v modi. Vsaj tako se meni zdi. Medtem ko se pa zelo dobro znajdem in sem precej uveljavljena v mladinski književnosti, tako da me zelo veliko vadijo na šole in sem zdajle april, maj večinoma na poti, a ne. Takole, v kolonah se vozim, tako kot sem se danes. In zdajle to obdobje, ko zelo malo napišem, a ne. Sej Zarika ve, kako sva zdaj pripravljala lepo natis. Je bilo treba par stvari pregledati, pa me 3 dni ni dobila, da bi se jaz lahko usedla za računalnik in to naredila, ker enostavno sem bila na poti. In sem še vedno do konca tega tedna. Tako da, ko pa imam obdobje malo večjega miru, pa zjutraj začnem, ampak najprej nekaj stvari uredim, odgovorim na pisma, urejam najprej stvari, potem se poglobim, imam obdobje poglobljenega pisanja in imam obdobja, ko sem raztresena. Imam obdobja, ko sem tako raztresena, da šele ob 2 popoldan mogoče kaj napišem. Ampak jaz si mislim, da tudi, če napišem eno sporočilo ali pa pismo, da je to vseeno moj trening. Vedno je trening. To ne pomeni, da zdaj bom jaz vse objavila, kar napišem, ampak je vedno trening. Tako da tudi, ko pišem navadna sporočila, tudi po telefonu pazim, kako jih napišem, da ne kvarim jezika. Poleti bom recimo dopoldan pisala, popoldan bom pa kaj drugega počela. Poleti imam tak ritem, recimo, da zjutraj pišem. Skuham tudi. Zdaj sva z možem sama, ker so otroci šli, tudi najmlajša hčerka je v Ljubljani v šoli, tako da med tednom, ko pišem, mi skuha mož.
ga moram pohvaliti. Ampak zdaj, ko me ni nič ne je. To je pa ta družabni učinek kuhanja oziroma skupnega prehranjevanja. Če si sam, nimaš nobene volje, niti pojest. Ker se bi samo tu vprašala, kako vam da uspe vse to? Kar težko, ne? Moraš biti kar disciplinirana. Včasih sem bolj, včasih sem pa nezadovoljna, včasih pa nisem dovolj disciplinirana. Jaz sem pa človek, ki se zelo naganja k disciplini. Jaz sem samozaposlena v kulturi, kar pomeni, da sem edina svoja delodajalka, ne? To pomeni, da si moram zjutraj ukazati, kaj bom danes delala. Ko pridem v službo, si moram prisluhniti, ker sem šefica same sebe, kaj bom danes delala in se moram ubogati. To kot Pika Nogavička, ker ste jo Tomaž in Anica vprašala, kdo jo vzgaja, ki je sama živela, ne? Pika Nogavička. Mamica je bila nad oblaki, oče pa v Južnem morju in ona je rekla, najprej si enkrat ukažem in če se ne ubogam, si še enkrat ukažem in če se še vedno ne ubogam, potem jih dobim. To se zdaj malo hecam. Ampak v bistvu sem ena taka Pika Nogavička, ki sama se pokaže. Dobro. Če nimate nobenega vprašanja več, bom še obljubo izpolnila. A ste mi vi vprašali, če tudi pesmi pišemo, ne? Jaz. Vi. A izpolnim obljubo? A vam povem eno hecno pesem. Bom povedala eno živalsko, tako da boste videli, kakšno poezijo jaz pišem. Ta je napisana po ljudskem motivu iz Benečije, iz Beneške Slovenije. In verjetno motiv poznate, ker poznate verjetno ljudske pravljice še iz otroštva, ko so vam jih pripovedovali o lisici in ježu. Zima je in mraz grozi, vsak že kje na toplem spi. Le še jež je zunaj sam, nima strehe, nima kam. Ves bolan poslani tava, pika zmrznjenega trava, opoteka se in maje skozi hosto godrnjaje. Nekateri so presiti, drugi smo na goli riti. Marsikdo živi kot knez, pa se dela, da ni res. Polh recimo se redi, zajec vidno bogati, najbolj polna rdeča lica pa ima gospa lisica. Jež se stradan in užaljen, od ponižanja razjarjen, v prekipevanju idej najde pravo. Šel bom k njej. Tok, 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 je kdo doma? Jaz, ampak sem spat že šla. Oh, odpri, lisička zlata, svoja gostoljubna vrata. Če je sila, dragi jež, meni vse lahko poveš. Res je strašna, huda sila, zima me je ulovila. Oh in ah in o moj Bog, gre med njima dialog. A nazadnje botri mili, jež se od dna srca zasmili. Čez pol ure že leži, sit v topli postelji. Prve dni igrata šah, jesta sir, fižol in grah. Vsak v svojem kotu bere, vsak si svojega tepere. A čez teden, dva, čez tri, jež se grozno polemi. Vedno bolje na komod, vedno več ga je povsod. Poležava, se šopiri, se po vsem brlogu širi, kar naenkrat je gospa v svoji hiši služkinja. Skuša ga pregovoriti, ježa vljudno se znebiti. On pa je bolj zvit od nje, le še zbada, spi in je. Zdaj lisici prekipi, nad lenuhom zarohni. Pojdi kamor češ za vraga, pa če zunaj crkneš zgaga. Jež pa, za pravičnost gluh, zide kot robinjen kruh. Če ti kaj ni prav že spet, spravi se drugam živet. Res, dobrota je sirota, radodarnost včasih zmota. Jež lisico je nagnal, rignil in nazaj zaspal.
vsak že kje na toplem spi. Le še ena zunaj tava, suha, zmrznjena postava. To je ona, beračica, prelisičena lisica. Punsko. Volijo tudi močki dela čude. Volijo močki dela čude. Volijo. Dela čude. Res? Ja. Hvala. Ja, no, tako. Kako lepo. Kar še kakšno. A še kakšno? Ja. Tega imam jaz v rokavu še pa še, čeprav se so rokava krajša. Pa dajmo še eno, no, ta ne bo pa taka, da ne bo lisica tako uboga in da ne bo žrtev. Običajno ni, a ne? No, ta je pa o zavisti. Zdaj, tale je bila o brezobzirnosti, a ne? Ja. Ta je pa o zavisti. Kako je lisica fovš drugim in študira, kaj neki oni jejo, ne? To je taka človeška lastnost, kam grejo sosedje na počitnice, recimo. No, lisica pa študira, kaj drugi jejo. To ona pripoveduje, to je njen monolog. Poslušajte, imam problem, izredno resen vam povem. Saj firbac matra me tako, da se mi dlake cepijo. In dlakocepljenje boli me že približno 7 dni. Problem, ki ga imam, je v tem, da jaz recimo sploh ne vem, kaj medved je in kaj lovi, pa s čim se boter volk masti. Zato razkrijem vam, kako bom zdaj izvohala vse to. Še danes v gozdu razglasim, da za kolege se bojim, ker njihova je skrb samo želodec, kožuh in telo. Pa duša, mar jih ne skrbi, da se od grehov posuši? Zato predlagala jim bo, naj k meni pridejo na dom po eden vsi od rešice prispovedi. Kaj menite, je moj načrt dovolj privlačen in odprt? Ko pride volk in izpove, da zajce žre in jagenčke, mu rečem, bravo, to ni greh. Nadenem ljubek si nasmeh in sklenem, volk odrešen si za ceno zrezkov in kosti. Ko pride medved v skesan s pokoli svojimi na dan, mu dušo pomirim, rekoč, da v radodarnosti je moč, kaj ti čez mano plendeli, odpustek brez težav dobi. Nato še zajček pridrobi s povešenimi uhlčki in ves preplašen mi prizna, da on ne krade drugega kot malo zelja kdaj pa kdaj, pohrusta pa ga sam, skrivaj. Sramota, zarohnim na to. Odveze tukaj le ne bo. Za tak zločin, kakor je ta, bo kazen neusmiljena. Ne bom ga snegla, naj mu bo, naj steče, zleze pod drevo, saj jaz počakam ona dva, da mi svoj dolg povrneta. Zakaj bi si mazala vest, če se dobi zastonj za jest? No, moj načrt je brez napak. Zdaj k spovedi naj pride vsak, ki ga pri duši kaj teži. Saj pri lisici mir dobi. Vse prostovoljno, kaj pa da. A ne hodite brez mesa. Bravo.